Torej, gospod Vodeb, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali na naše vabilo. Lep pozdrav. Najprej bi vas prosila za en komentar nastopov, pravzaprav vseh nastopov v javnosti, nastopov premijerjeve partnerke v javnosti. Torej, s to mladostjo nekako ne sodi v to partnerstvo z Robertom Golobom. Mislim, da če bi bila tukaj partnerica prva žena, Jana Nemec Golob, bi zadeva lepše izpadla za javnost, ker tale Tina brez političnega bontona sili neko svoje influencerstvo v visoko politiko, kar je popolnoma zgrešeno. Pač on njej pere možgane, ona pa njemu. In zdaj to nekompatibilno s političnim trenutkom, s političnim bontonom, v katerem se pač nahaja slovenska visoka politika, ona spreminja celotno paradigmo. Njena prisotnost je tako rekoč moteča ne za Slovenijo, ampak za njihovo koalicijo, za Gibanje Svoboda, za levo politično sceno. To prav smeši. Jaz po moje, če takole ocenjujem, kaj tale Milan Kučan doživlja, to se mu meša od absurda. Ker to res, pač jaz spoštujem feminilnost vsake ženske in Tina Gaber ima neko feminilnost, ki jo jaz visoko cenim, ampak ne sme biti pa moteča v neki visoki politiki in njeni ekscesi medijski pač smešijo Gibanje Svoboda in zdaj tako, bo rekel, desnica si lahko mane roke, ne, ker škodi Golobu, Gibanju Svoboda, koaliciji, predčasne volitve, če bodo tudi zaradi nje. Jaz sem svoj čas napovedal, da bi bila ona tista, ki bi z neko modrostjo lahko Robertu Golobu nek moralni kompas dala, oziroma neko razsodno moč posodila, da ne bi imel takih zdrsov, ker Robert Golob je obseden, to se ve, že od kampanje naprej, predvoljivne, da je obolel od janšizma. Sam janšizem imam za obolevost leve scene, ki to je alergija na Janeza Janšo. Robert Golob ne zna živeti brez Janeza Janše. In zdaj ta Tina Gaber se je pa navzela njegovih čustev. To je znano zrcaljenje čustev nekega partnerja, s katerim je v čustveni zvezi, in ta Tina Gaber s svojo mladostjo je to zadeta. S to pač Golobovo karizmo, zadeta je z neko noro zaljubljenostjo, da zdaj ne drezam ravno v seks, in ona je izgubila neko avtonomno razsodno moč. Se pravi, ona, če bi bila razsodna, bi rekla, tole pa, kar bi jaz sicer delala na medijskem tem področju kot influencerka v visoki politiki, jaz tega ne smem delati. Ona je v tem psihotičnem stanju zaljubljenosti, psihoza po Freudu, ne. Ona ne razume, da je moteča za slovenski politični prostor oziroma za slovensko levico, za Gibanje Svoboda, koalicijo. Mogoče za začetek toliko. Pravite, da bi v drugih državah ljudje to drugače razumeli, da bi pravzaprav ta njen nastop lahko škodil. Tudi si ne predstavljamo, recimo, da bi naša Melania posnela podoben video, kot ste sami omenili, recimo o Kamali Harris ali pa o Bidenu. Torej, tam imajo pa neka sita, se pravi, politična zrelost je na višji ravni, ampak še če Melania hoče nekaj medijskega postoriti, jo bojo svetovalci Trumpa takoj zadržali, če bi bila pripravljena storiti neko neumnost. Ampak to je pač visoka politika v Ameriki. V Sloveniji smo pa zdaj prišli do točke, ko pri Robertu Golobu vse špila, ne? Se pravi, vsaka neumnost, ki jo on postori na tem političnem prostoru, vsaka izjava, ki je še tako mimobežna, še to, vulgarno rečeno, še tako kretenska, gre skozi. Ker njega se očitno vsi bojijo in on si lahko privošči v objemu svoje egomanije, ne? Ker egomanjaki ne vejo, da včasih za seboj vlečejo recimo uslovska ušesa. To egomanija ne prenese lastne norosti, ker
ego zaslepi razsodno moč in tale Golob ima tako zaslepljeno samo percepcijo, ne, avto zaznavo, da ne ve, da kadar brca v temo, da je to zdaj to absurd politični. On nima svetovalcev očitno takšnih, ki jih bi spoštoval, nima nekih stricov iz ozadja za seboj, se pravi, nikogar v ozadju ne posluša in ko da sebi duška, potem tako zleti z ceste, ne, da bi rekel, ne opazi, ampak vsi so tiho, noben ga ne more strezniti. In potem tudi, če Robert Golob podpira svojo Tino pri teh norostih, ki jih ona proizvaja, ker že sam nima autorefleksije, potem si tudi ona daje duška v tej nori zaljubljenosti, tej psihozi in ta dream team, ki se eno od drugega navzema, se pravi, tandem norosti je to. In nihče ne pove, to pa ne sodi zdaj sem. Nihče si ne upa, nihče ne seže do Goloba na tak način, da bi rekel, zdaj to je pa too much. Jaz sem svoj čas napovedal, da bi Tina Gaber z neko razsodno močjo imela vpliv, da strezni Goloba. Sem ta se pa Golobova norosti tako suvereno navzela, da zdaj smo pa mission impossible. Slepec slepca vodi, oziroma en je slep, drug je gluh in tisti, ki je gluh gleda, tisti, ki je pa slep, pa posluša. Ali pa obratno, se ni važno. To je zdaj v tandemu sta nerešljiva uganka, ne za Slovenijo, za levo politično sceno, ki oni zdaj to Golob ne da ima mehno politično podporo. Politično podporo, ki jo Golob ima v tem trenutku, bazira na laži tistih, ki sami sebi lažejo, da Golob je še kar v redu, da je ta vlada kar v redu. Ne, vsi sam se plažejo. To je politična podpora, javnomnenjska podpora je na ničli. Samo tisti pozitivni procenti za Goloba, to so lažnivci, ki sami sebi lažejo, ali so pa javnomnenjske raziskave prikrojene za javnost, ne? Tako da vse skupaj je že taka farsa, da je že vse, da je groteska, ne? Groteska je vse skupaj. Gospod Vodej, prav da bi vas vprašala še, potem, ko ste bili kritični do predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, se vam je življenje spremenilo na slabše. Kaj se pravzaprav dogaja? Prvič, jaz ne upam nič povedati. V dobro Slovenije je treba v tem trenutku marsikaj povedati, kritičnega. Kritična misel se ne sme dogajati. To, da eni oddaji, ki, ne vem, tale Faktor je vendarle kritična oddaja. Mene tam policija preganja po enem zakonju o kršenju javnega reda in miru. Mislim, a je to zdaj mogoče? Kdo bo zdaj tej Urški rekel, da ne more policijo pošiljati na nekega kritičnega misleca? Jaz sem bontoniziran, jaz vem, da nekaj lahko rečem, nekaj ne smem reči, ampak kritična misel se mora širiti. Tale Klakočarka pa take nebuloze, ki jih ona daje, zdaj je dala nek intervju Iztok Gartner, to ne upam niti poslušati. Pred Istokom Gartnerjem je bila Katarina Keček, ki mene toži za 10 000 evrov. Klakočarka me preganja s policijo in tale nek, rekel, nečisto uravnovešen, nek medijski človek, Iztok Gartner, z obema naredi intervju. Potem v Slovenskih novicah zasledimo novice, da se ona zdaj po noči joka. Ja, kolikor se joka premalo, ne? Ker to, ki je ona zagodla, tej politični sceni, to, kot je Urška Klakočar izmaličila, politični bonton, to ni naredila niti Tina Gaber kot spremljevalka Gabra. Tako da zadeva je tako, rekel, trbolah rečemo, sorry izrazi, vse je v pizdi, ne, sorry, da temu tako rečem. Zdaj pa leva scena, če se vi ne boste streznili in tele levo sceno pometli teh, rekel, nekih čudnih hobi politikov, ki nimajo nobene politične olikanosti, ki ne ve sploh, kaj je to visoka politika. To bi mogli neka stara garda se aktivirati, pa te neotesance malo v red spraviti. Zdaj pa to se očitno ne bo zgodilo, zato ker se vsi bojijo, pa bo pa Janša na oblast prišel. Pa se to bi bilo boljše za državo, za narod bilo boljše, da Janša vse skupaj prevzame,
ali pa da so predčasne volitve, ker vse skupaj tole je pogubno za Slovenijo, po mojem političnem videnju. Ampak kaj se zdaj dogaja? Jaz ne upam niti govoriti. Zato, ker sem čakam, kdaj bom policijo dobil. Ne, zdaj, sorry, da bom tole povedal. Pred pol ure mi je pozvonil poštar in sem zopet 2 položnici dobil. Jaz ne vem, ali prav prežijo na mene, kdaj jaz vozim malo prehitro in to po noči, ker moja registrska tablica, moj avto je tam v bazi podatkov in sem zopet dobil kazen, da je 500 evrov, pa nadaljnjih 6 kazenskih točk. Mislim, to smo državljani, postajamo preplašeni in tisti, ki imamo razsodno moč, ki imamo neka znanja, ne upamo govoriti o tem totalitarnem pristopu. In to je zdaj tisto, kar mene najbolj skrbi, da človek pod diktatom ali pa diktaturo svobode še govoriti ne upa. Pa ne mislim zdaj tiste po cesti. Ampak tisti, ki smo poklicani, da nekaj pametnega govorimo, ne upamo niti si razvezati jezik, ker imam zdaj tožbe za, ne vem, 200.000 evrov, da samo še odvetnikom dajem. A smo se za to borili? Mislim, da se nismo. Gospod Bodek, hvala lepo za te odgovore. Prosim. Ok, hvala lepa.